Brskati po zgodovini bistriškega športa je zahtevna in odgovorna naloga, seveda kar se tiče tekmovalnega športa. Lepo zgodovino nogometne igre v rekreativnem pomenu pa pišejo bratje Stegne iz Tinja. Osmerica bratov Stegne je svoje druženje začela davnega leta 1964. Najprej Vili in Stanislav, ki sta skozi leta skupaj z brati začela graditi nogometno ekipo. Najstarejši brat je tak bil, on je bil športnik, tudi učitelj, in on je vodil ekipo. Potem so se pa zraven, mlajši brati so se pa priključevali, kar po starosti. Teda najmlajši brat, pa najstarejši brat, med njima je 19 let razlike. Treningi in igra pa je vedno potekala ob nedeljah dopoldan, tako kot še danes. No, to lahko zdaj čisto javno povem, prej je pač tako bilo, da nedelja smo mogli k maši hoditi. Ampak, čas, ko sta šla oče in mama k maši, smo mi šli na igrišče. 1 uro smo imeli časa, eden je pa šel stalno v cerkev, da je vedel, kaj je župnik povedal. Starostno vključevanje v ekipo je bilo zanimivo, kajti biti član druženja z nogometno žogo ima seveda svoj pomen. Zdaj, če nazaj pogledam, bi tako rekel, da je fenomen, da se to sploh naredi tudi z ostalimi, ko so skupaj še zraven prišli, da se to ta tradicija ohranja. Je pa res, vsi smo bili dejansko zaljubljeni v nogomet. To je tudi edini šport bil, ko si ga lahko na ti špilal, ker košarke ni bilo, pa odbojke ni bilo, pa plavanja ni bilo, pa ping-pong pa nogomet in žogo na travo pa pehaj. Po dolgih letih trdega dela so začeli s tekmovalnim pridihom. Turnirji so bili za njih velik izziv. Prva generacija je igrala bolj prijateljske tekme, to so bila Visole, Bistrica, tiste okoliški kraji. Dejansko tudi, ne vem, niti se ne spomnim, če je prej bilo kaj organizirano tudi turnirji. Mi smo dejansko, bi rekel, 40 let nazaj smo začeli nekako hoditi na občinske turnirje. Kasneje je tako športna zveza, ko še Vili bil tam, dobro organizirala to tekmovanje in dejansko skozi smo bili, bi rekel, dobri, nedobri, neugodni. No, to je bilo značilno za našo ekipo, ker Pohorska Trma smo se trudili, smo bili borbeni. Mi smo z borbo marsikatero tekmo tudi dobili. S spremembo časovnega stroja se ne spreminjajo samo oprema in igrišče, ampak se v rekreacijo vključujejo tudi nove generacije. Dejansko gre iz generacije v generacijo. Zdaj, če pogledamo, tudi že tam mlajši hodijo, že generacija mlajša od nas. Jaz se pa spomnim že tako od malih nog, tako zdaj ti otroci, 6-7 let stari, najprej se igrali, ko smo lahko že imeli priložnost, smo se zraven vključili. Jaz se še mogoče tako spomnim to tranzicijo, bi rekel, v modernejši nogomet. Igralo se mali nogomet z veliko žogo, toto petko, odbojno. Ko smo bili mi to mali otroci, to je tako letelo, da mi nič ni bilo jasno. In ja, je bilo takrat popolnoma drugače, to se je obrnilo. Tudi kvaliteta nogometa, moram reči, je drugačna, kot je bila takrat. In vsaka čast tem našim stricom, ki pri takih letih se še vsako nedeljo dobijo, se družijo, odigrajo nogomet, korektno odigrajo, skupaj igramo, mlajše, starejše generacije, probamo se tako pomešati, da se čim manj kregamo, ampak je pa na konci, ko se zaključi, je pa fajn, ko se malo vsedemo, pa kako rečemo. Verjetno pa je prav, da izvemo, s kakšnimi leti se danes srečujejo tvorci nogometne zasedbe. Najstarejši brat Vili letos bo dopolnil 79 let, Janko drugi letos 77 let, Slavko letos 73 let, Milan 72 let, Luka 69 let, Henč bo letos dopolnil 67 let, moja malenkost 26, tako bilo enostavno, in Roman bo letos praznoval 60 let. Skozi leta se v ekipo osmerice bratov vključevalo veliko prijateljev, ki še danes rekreativno skupaj z njimi igrajo nogomet.